Dobrodošli na Paradi učenja, osrednjemu dogodku tednu vseživljenjskega učenja. Na današnji dan še prav posebej slavimo učenje, vseživljenjsko učenje. In današnji dan bo potekal nekoliko drugače kot pretekle Parade učenja. Odhajamo na različne točke v Šmarje pri Jelšah in vljudno vabljeni, da se nam pridružite v Muzeju baroka, v Knajpovem parku, v hišici v gozdu in pa tudi v naših knjižnicah Kozje in Bistrica ob Sotli. Prav tako z knjižničarkami odhajamo v različne vrtce v naših krajih. Letošnja Parada učenja bo potekala tudi na spletu, zato vabljeni, da se nam pridružite. Naj se ob tej priložnosti zahvalim tudi vsem partnerjem, ki sodelujete v današnji Paradi učenja, v tednih vseživljenjskega učenja in nasploh v vseh prizadevanjih našega zavoda po vseživljenjskem učenju. Saj vemo, učimo se od rojstva pa celo življenje. V tem času pripravljamo tudi različne vsebine, ki potekajo v okviru nacionalnega meseca branja. V okviru tednu kulturne dediščine pripravljamo v oktobru razstavo o Jelšingradu. Vabljeni, da se nam pridružite na najrazličnejših dogodkih, vsak bo zagotovo našel nekaj zase. Lepo pozdravljeni še moje imeno naše lokalne skupnosti in v dnevu Parade učenja. Teden vseživljenjskega učenja je izredno pomemben. Razvoj znanosti in njen napredek nas vsak dan silita k temu, da se učimo, razvijamo svoje zmožnosti in svoje potenciale. Prav je, da v naši hiši kulture, torej zavodov, knjižnica in kulturni dom, z različnimi dejavnostmi skrbijo za našo formalno in neformalno znanje. Zato vas vljudno vabim, da se poleg udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje tudi vi udeležite našega kulturnega doma, različnih dogodkov, ki jih prirejajo in s tem skrbite za svoj napredek, za svoje učenje. Le tako boste lahko izkoristili svoje potenciale do potankosti. Včeraj je bil tudi mednarodni dan pismenosti. Skrbimo, da bo naša bralna kultura, naša pismenost na takšnem nivoju, da bomo lahko vsi skupaj skrbeli za lepši razvoj naše kulture, bralne pismenosti in za boljšo kvaliteto življenja. Spoštovani, učenje je zelo pomembno za razvoj človeka. Učenje poteka, lahko rečemo, od rojstva do smrti. Vse oblike vseživljenjskega učenja, ki jo pa spodbujamo danes, pa pravzaprav pomenijo možnost tudi nove in dodatne zaposlitve. Ljudje, ki se izobražujejo na različnih nivojih, v bistvu iščejo priložnosti, da lahko svoje znanje uporabljajo tudi pri svojem delu oziroma pri zaposlitvah. Vesel sem, da tudi v občini Podčetrtek se na tem področju zelo trudimo in da omogočamo, da se v različnih oblikah lahko tudi starejši izobražujejo. Tudi naša knjižnica, ki jo imamo tukaj nasproti občinske stavbe, je v zadnjem času naredila kar nekaj na tem področju. Veseli smo, da smo jo v letošnjem letu tudi temeljito prenovili in da bomo ponudili še dodatne knjige in dodatno možnost izobraževanja vsem našim generacijam. Zakaj je vseživljenjsko učenje pomembno? Pravzaprav je pomembno treniranje možganov. Možgani so mišice, ki se nikoli ne utrudijo. Dobro je, da se imamo vedno nekako v kondiciji, da razmišljamo, da logično razmišljamo, da delamo neke posebne stvari, ki se ne ponavljajo iz dneva v dan. Vseživljenjsko učenje je življenje. Je življenje z glavo, življenje po modrosti in življenje po neki zmernosti, s katerim se držimo v kondiciji, da se držimo fit, tudi v poznih obdobjih našega življenja. Zelo pomembno je, telo peša, pa ne sme pešati. Je tisti, ki ga lahko držimo v rokah. Kako vpliva vseživljenjsko učenje na življenje, je najboljši dokaz naš, bomo rekel, največji mislec Boris Pahor, ki je pri svojih 104 letih še vedno čil in še vedno piše knjige in čita. In to pomeni, da je celo življenje se učil. Se učil na svojih in na drugih napakah. Življenje z učenjem je boljše življenje, je bolj kvalitetno življenje. Učimo se vsak dan.
če bi rekel takole, vsak dan je treba raziskati nekaj novega, poiskati nekaj novega, ker vsak dan prinese nekaj novega. Ob vsakdanjem delu. To niso doktorske disertacije, to so majhne stvari, ki jih je treba razmišljati, osmišljati, o njih razmišljati in narediti iz tega nekaj dobrega. Še posebej za skupnosti, kot je naša, kot je Bistrica ob Sotli, je to vseživljenjsko učenje zelo velikega pomena. Populacija se stara, demenca je na poti, skoraj vsakega lahko doleti. In če se s čim lahko borimo proti temu je, da svoje možgane, svoje sive celice držimo v nekakšni kondiciji, da razmišljamo, enostavno, da se ne prepustimo, da enostavno, da ne rečemo, dosti je vsega. Ne, treba se boriti v glavi, v svoji glavi je treba presekati in narediti korak naprej. Zelo pomembno je to za naše okolje, takšno kot je, majhno, in občina se res trudi tukaj, da naredi pogoje za to vse življenjsko učenje. In eden od pogojev je bil tudi ta prostorska problematika. Res smo srečni in veseli, da imamo našo knjižnico, takšno kot je bila skozi desetletja. Danes imamo pa odlično, vrhunsko, lepe prostore, ki so polni vsebin, različnih vsebin, ki jih delajo ljudje, ki tukaj živijo. Ponosen sem na njih, ponosen sem na naše občane, ki se združujejo v tem vseživljenjskem učenju, tudi skozi projekte, ki jih vodi knjižnica Šmarje pri Jelšah in naša knjižnica v Bistrici ob Sotli, ki je zelo aktiven in učeč se člen te naše knjižnice. In sem res vesel vseh dogodkov, vsakega posebej, tudi tega, ki govori o vseživljenjskem učenju, ki je v bistvu nujno za preživetje. Ne samo tistih starejših, tudi mladi. Mladi se morajo naučiti, učiti se in pri tem uživati, se pravi nekaj ustvarjati, nekaj novega osmisliti, zamisliti, si izmisliti in biti inovativen. In zato so takšna druženja, takšno deljenje dobrih izkušenj v tem našem prostoru, v naši knjižnici skozi različne dogodke, ki jih pelje naša knjižničarka v okviru seveda knjižnice Šmarje pri Jelšah, zelo dobri. Pomembni za nas, za okolje in za vsakega posameznika, ki se v tej knjižnici najde po naključju ali pa načrtno. Zato vas vabim, da se podate med knjige, da se podate med knjižne police v naši knjižnici in da se udeležite dogodkov na tej veliki šoli vseživljenjskega učenja v naši knjižnici, v naših prijetnih prostorih in seveda v druženju z našo Ireno Černeč. Vseživljenjsko učenje mi predstavlja mladost. Vsak dan je priložnost za novo znanje in to me navdaja z otroškim navdušenjem, z najstniškim raziskovanjem in odraslim sprejemanjem in spreminjanjem. Torej, vsak dan za boljši jaz in s tem ostanite mladi.